Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin v tem prazničnem decembru, spoštovani in spoštovane. To je čas obdarovanj, lepih misli in veselih pričakovanj. Je pa to tudi čas, ko se nekoliko ustavimo, zazremo vase in tudi pogosteje pomislimo na druge, ko z drobnimi dejanji pokažemo, da nam je mar. V našem studiu danes z mano gospa, ki je to počela ne le v času prazničnega decembra, ampak skoraj 2 desetletji. In to v okviru humanitarnega društva KID Otrok otroku, ki pa z novim letom zapira vrata. In prav to je današnja iztočnica, priložnost za iskren pogovor o njenem delu, o številnih izkušnjah in pa tudi o novi poti. Prisrčno pozdravljeni, gospa Majda Smrekar. Pozdravljeni, dober dan želim. Mislim, da ni Novogoričana, ki ne bi poznal vašega imena oziroma vaše izmenjevalnice otroških oblačil in opreme na ulici Gradnikovih brigad v Novi Gorici. Kar navadili smo se na to, da ste tam, na vaš nasmeh, na prijazen sprejem, na otroški živžav, ko so vas obiskali vrtci in šole. Kakšen je tam utrip te dni? Ja, res, zdaj pričakujem v četrtek še vrtec Kekec, bo prišlo 75 otrok, se veselim, bodo malo zapeli, zaplesali, pol se malo posladkamo, smo jim pripravili darilca, tako da to so zelo lepi trenutki, poleg težjih, ki jih imamo v našem društvu. Tako. Pa začniva pravzaprav na začetku. Na omenjeni lokaciji ste najprej odprli trgovinico, ki pa je hitro prerasla v zatočišče, bi lahko rekli. Ne le, da ste bili ena od prvih varnih točk v mestu, otroci so pri vas delali domače naloge, počakali starše, da niso bili sami doma po šoli, nekako organsko pa ste potem postali tudi izmenjevalnica z izrazito humanitarno noto. Kako se je pravzaprav spletla ta zgodba? Ja, res, jaz sem imela prej otroško trgovino KID za bodoče mamice in za otročičke in pri meni so se ustavljali otroci, ko so hodili iz šole, malo smo poklepetali in marsikdo se mi je tudi zaupal, ker otroci morajo dobiti zaupanje. Zdaj ta varna točka je v redu, ampak ta emblem na šipi ne pomeni to, da bodo otroci kar prišli. Oni morajo človeku, ki je noter, zaupati. Tako da moji prvi, bom rekla, obiskovalci majhni so zdaj že postale mame in sem zelo ponosna na njih, da se jim je življenje spremenilo na boljše. Kar vam tudi povedo, kaj ne, ko jih kasneje sreči? Ja, rečejo, da hvala Majda in kaj ti si še vedno tle in tako, kako je bilo lepo in tudi one so šle pol na humanitarno pot. Tako da ste zasejali eno seme tukaj v lokalni skupnosti, ki raste naprej. Ja, res je res, ker mladi, če imaš posluh za mlade, če jih znaš pravilno motivirati, jih pohvaliti, oni ti bodo vse naredili, ni problema, tako da jaz nikoli ne kritiziram mladih. Važno pa jim je prisluhniti, kaj ne? Ja, prisluhniti, seveda iz generacije v generacijo se spreminjajo navade, otroci ti povejo, ti jih poslušaš, jim daš tudi kakšen nasvet in radi se vračajo in tam pri nas je bilo vedno živo, tudi če so bile škatle, ni važno, oni so prišli, pomagali tudi kaj in tako da res lepi spomini. Humanitarno društvo KID Otrok otroku ni delovalo le na področju pomoči otrokom, kar hitro ste, gospa Majda Smrekar, zaznali tudi druge potrebe v lokalnem prostoru. Med prvimi ste namreč opozorili na revščino med starejšimi. Kaj ste zaznali pravzaprav, kako so ti starejši pristopili do vas? Seveda, mi smo tam v centru Nove Gorice in mimo nas so tudi prišli starejši ljudje, vedno imamo alpsko mleko in so pristopili, so rekli, ki lahko 1 liter mleka, tako bolj sramežljivo, potiho in pol beseda, da besedo seveda s temi pokojninami, posebno te vdove ali vdovci so zelo težko preživljajo iz meseca v mesec, ker to so starejši, so bolni, dosti potrebujejo tudi raznih dodatkov iz lekarne, kar je drago. Oni najprej plačajo položnice in potem, kar jim ostane, je za hrano. In to je včasih lahko 100 evrov, lahko 50.
In se mi zdi krivično, da nekdo, ki je 40 let delal, da pol na koncu na starost tako težko preživlja in sigurno, da jih je tudi sram, da morajo prositi za pomoč. Tako. Ne le starejši, zaznali ste tudi težave oziroma stiske mam, očetov, otrok s posebnimi potrebami, kaj ne. Tudi tukaj ste igrali nek pomemben most med javnimi inštitucijami, ki so za to tam, da pomagajo, ampak očitno velikokrat ostanejo vrata zaprta, kaj bi vi rekli? Ja, pri meni se doskrat zglasijo posebno največje mamic, samohranilk, ki imajo te otroke s posebnimi potrebami in če želijo, da otrok vsaj malo napreduje, je treba tudi dodatne terapije, te so pa drage, vemo, da je 50-60 evrov 1 ura. In tako da potem smo s pomočjo donatorjev marsikomu pomagali pač za te dodatne, za to dodatno zdravljenje za te otroke. Pa tudi ozaveščanje o pravicah, ki jih imajo, je pomembno. Ja, res, ker recimo, da imajo starši otroka s posebnimi potrebami, njim pripada, na Centru za socialno delo se morajo pozanimati, so lahko doma in so zaposleni, temu se reče nadomestilo za izgubljen dohodek. Tako da vsaj to, da jim olajša, ker ni lahko imeti 24 ur otroka na vozičku ali pa v plenicah, ne. In tudi tukaj ste pomagali, kaj ne, ste mi ozaveščani, ste jih napotili na prava vrata. Prezrli pa niste tudi drugih, zbirali ste pomoč recimo za prizadete v poplavah pred 2 letoma, v požaru, pomagali ste ukrajinskim državljanom, ki so se v Novo Gorico zatekli zaradi vojne v njihovi domovini. Gospa Majda, kaj lahko rečete o naši družbi? Smo občutljivi za stisko drugih? Ja, zelo. Jaz lahko rečem, da je zelo dosti dobrih ljudi, radi pomagajo, vendar morajo dobiti zaupanje, da gre res v prave roke. Jaz se spomnim, ko se je začela vojna v Ukrajini, to so ljudje prinašali solzami v očeh, da naj bi se čim prej končalo. Potem poplave, da ne govorimo, koliko je bilo tega. Tudi, moram omeniti tudi zamejski Slovenci, tudi Italijani so vozili na našo stran in skupaj z gasilci smo res naredili veliko stvar, ravno tako za požar in pač samo nekdo mora organizirati in stvari stečejo. V izmenjevalnici v ulici Gradnikovih brigad v Novi Gorici so se zagotovo pretakale številne zgodbe, saj je bil to tudi varen prostor za tiste, ki so potrebovali ne le materialno pomoč, ampak tudi toplo besedo, kaj ne, gospa Majda Smrekar? Ja, to je res. Marsikdo se je prišel malček poklepetati, ker ljudje so tudi osamljeni, posebno starejši ali pa tudi mamice, tako da smo jim svetovali, jih tudi povezovali z drugimi humanitarnimi organizacijami, da smo jih ozavestili, kam se lahko še obrnejo po pomoč in marsikdo je hvaležen. Če vam povem eno lepo zgodbo, pred lahko 14 dnevi sem bila na enem okencu in mi je rekla tam uslužbenka, vi mene verjetno ne poznate. Sem rekla, ne, jaz pa vas s hvaleženostjo, vi ste mi pomagali, ko sem ostala sama z 2 otroki in brez službe. Sem rekla, kako ste zdaj sem v redu in hvala vam in seveda sva si stisnili roke. In je rekla, zdaj pa tudi jaz imam to iskrico, pač to željo, da pomagam kakšni mamici v stiski in tako gre, tako se pomoč nadaljuje, ne? In se ni treba dosti, že en lep nasmeh, lepa beseda naredi zelo veliko. To je tisto res ključno, kar človek rabi v trenutku stiske in že kot ste rekli, marsikdaj
je to tisti zagon naprej, da si lahko človek pomaga in kot sva že prej dejali, tako tudi zasejemo seme, da se ta dobrodelnost nadaljuje naprej, ampak vi ste se večkrat odzvali na potrebe družbe, ugotavljali, kaj ljudje potrebujejo. Nenazadnje organizirali ste pomoč oziroma tečaj slovenščine za priseljenke, ki so tukaj v družbi, da se znale predvsem sporazumevati, vsaj osnovno sporazumevati v slovenščini, kajti spomnim se, dejali ste, da so otroci velikokrat prevajali tem mamam pri zdravnikih. Povejte, kako je to bilo. To je res, tudi pri nas, v našem društvu so prišle te mame z majhnimi otroci, recimo 5, 6, 7 let in ti otroci so morali prevajati, večkrat jim je bilo nerodno in to je preveliko breme za otroke. In tako smo mi organizirali 2-krat tečaj slovenskega jezika, prav za te mame muslimanke, ki so bolj zaprte in so se odzvale in zdaj moram reči, da kar nekaj se jih je zaposlilo in so se integrirale v našo družbo in vedno s hvaleženostjo, ko se srečamo, rečejo, da pač hvala za pomoč, ne. Saj pravim, to ni samo ta pomoč v materialni obliki, ampak res odgovor na potrebe. Pa če rečemo tako, ravno smo v decembru, ko ne smemo pozabiti, da nas vsako leto obiščejo ti dobri možje, tudi vi niste pozabili na njih, kaj ne, vsako leto ste obdarili otroke in sodelovali tudi čez mejo. Ja, ravno v četrtek smo imeli na Trgu Evrope skupaj z italijanskimi humanitarnimi organizacijami Caritas Stare Gorice, Rdeči križ Stare Gorice, humanitarno društvo KID in naš Caritas iz Nove Gorice, smo pripravili darilca in miklavževanje. V glavnem razdelili smo 250 darilc in ko vidiš te otroke, kako so veseli, eni so malo zadržani, pač takrat je toplo pri srcu in to sodelovanje, to je nekaj, mislim, res izjemnega in prav Trg Evrope je povezovalni center med obema državama in obema mestoma. In prejle ste mi, gospa Majda, prišepnili, da so presenetili tudi vas, še posebej letos, ko so slišali, da se poslavljate. Ja, to sem pa bila v vrtcu Ringaraja, to je vrtec slovenskim pač jezikom in oni so locirani v Stari Gorici. Sem bila prejšnji ponedeljek, so mi zapeli, pač skupaj smo zaplesali, tako da res to prisrčnost in odprtost tega ne do solz. Prav še posebej iz otroških ust, kaj nekaj ti to je tisto spontano in res, otroci so spontani, vsi bi se radi malček podcrtali, kaj povedali. Zelo, zelo lepo, no. Lokalna in tudi širša skupnost ni prezrla vašega dolgoletnega humanitarnega dela. Pred 2 letoma ste, na primer, prejeli plaketo za prispevek civilni družbi, ki vam jo je podelil Državni svet, pa tudi med nagrajenci Mestne občine Nova Gorica ste se že vpisali. Kaj vam pomenijo taka priznanja sedaj, ko zaokrožujete to poglavje vašega življenja? Ja, tako se mi zdi, to priznanje, ja, da vseeno ljudje cenijo to naše delo, ne, in ne vem, pač ne delamo pa zaradi priznanj, si to veste, ne. Ja. In kot sva že prej večkrat omenili, društvo s koncem decembra, s koncem leta zapira svoja vrata, vodili ste ga skoraj 2 desetletji. Boste pogrešali to poglavje v vašem življenju, ki je pustilo velik pečat v družbi, zagotovo pa tudi v vas? Sigurno bom pogrešala posebno otroke, ne, in sam je pa kar naporno, težko. Predvsem me motijo zadnje čase, je zelo veliko neodgovornih staršev, ki, bom rekla, premalo poskrbijo za otroke in je težko gledati otročičke in potem čez leta jih družba obsoja, vendar živeli so v neprimernih razmerah in tako da
Ob tej priliki bi pa pozvala vse, ki rabijo, mi imamo še vedno polno oblek, obutve, šolskih potrebščin, igrač, da lahko pridejo k nam brez zadržkov in mi bomo dali tisto vse, kar imamo, ne? In kar pa nam imamo v skladišču, bodo pa prišli iskat iz begunskega centra v Logatcu, tako da bo šlo naprej, da se stvari ne zavržejo. Ampak povejte mi, gospa Majda, kako ste vi se spopadali s temi težkimi zgodbami? Zagotovo se vas dotaknejo, pa ne le to. Kako ste recimo sebi pomagali okrevati po zadevah, ki so vam jih zaupali ljudje? Marsikdaj so bile te zgodbe tragične, žalostne. Kako ste šli čez to? Ja, v začetku res težko, pol se naučiš pač v naravi, ob Soči in tudi, da poveš kakšni dobri prijateljci, da se zaupaš, da daš ven iz sebe. Včasih si jezen, včasih si žalosten, posebno, ko vidiš, da se stvari ne premikajo na boljše, ne. Je pa tudi dosti lepih zgodb, ki so se obrnile na boljše in to človeka napolni, ja. In kaj, če tako na hitro rečeva, kaj vam bo ostalo najbolj v spominu od tega 20-letnega, skoraj 20-letnega humanitarnega dela tukaj v Novi Gorici? Sigurno druženja z otroki in tudi to, ko so mi zaupali, ker to ni kar tako, ne. In sem vesela, tudi zdaj, ko so že odrasli, ko se srečamo. Sigurno bom pogrešala te njihove pesmice in tudi, ko greš po Novi Gorici, ko te kar pokliče en otročiček, Majda, Majda, to ti je najlepše in to ti je plačilo. Tako. Kam pa vas sedaj vodi pot? Ja, zdaj potreba, zdaj me čaka kar precej dela še, da zaključim in potem se bo treba malo odpočiti. Imam 4 vnuke, tako da bom malo več z njimi. Vodim pa še tudi eno društvo Svetilnik, oboleli na Ščitnici. Mogoče bomo tam še malo več, tako da po moje, da se bo kar našlo. Tako da boste končno tista upokojenka, ki pa še vedno ne bo imela časa, kaj ne? Ja, je rekel moj sin, ti mama sploh nisi bila še v penziji. In temu, spoštovana Majda Smrekar, tudi skoraj ni več kaj dodati. Najlepša hvala za obisk pri nas in res iskrena hvala za vse, kar ste storili za lokalno skupnost, da ste v številna srca zanesli to upanje in jih ogreli s tem, tako da še enkrat hvala in vse dobro. Hvala tudi medijem, ker brez vas se ta glas ne bi tako širil, kot se je, tako da najlepša hvala in vse dobro vsem ljudem zdaj v tem prazničnem decembru. Hvala še enkrat, vam pa, spoštovani in spoštovane, hvala za pozornost in naj zaključim še z drobno mislijo v popotnico v te decembrske dni. S pomočjo drugim osrečite tudi sebe. Srečno. Radio